V starejši ljubljanski stavbi sta arhitekta prenovila 65 kvadratnih metrov veliko mansardno stanovanje v sodobno urbano bivališče. Stanovanje ima sicer lepe razglede, nima pa balkona ali terase in za pristen stik z naravo so poskrbeli z edinstveno zeleno oazo v spalnici. Rekel bi, da tole stanovanje prekipeva od vitalnosti. Ima veliko svežine, veliko svetlobe in prosim lepo, smo v spalnici, kjer te vsako jutro pozdravijo tile zeleni prijatelji. Ana in Martin, živijo. Ko sta pred prenovo prvič spoznala to stanovanje, kakšen potencial je imelo in kakšni posegi so bili potem potrebni, da smo danes dobili tole mladostno svežino? Vsaka prenova stanovanja pride s svojimi izzivi in pogosto tudi težavami. In te težave ponavadi vidimo, ko že začnemo lupiti stanovanje, ko ga začnemo nekatere stvari rušiti in potem vidimo, kje so vsi naši problemi. No in kateri okostnjaki so tukaj padli iz omare? Ja, marsikateri. Stanovanje je bilo kar nekaj časa zapuščeno, tako da je bilo potrebno popolnoma ga obnoviti. Mi, sploh arhitekti, se mi zdi, da pogosto se navežemo zelo hitro na neke starejše stvari, staro stanovanje, ki ima svoj šarm. Ampak tukaj žal ni se dalo čisto nič ohraniti. Tloris stanovanja je bil temeljito spremenjen. Stanovanje je bilo zgrajeno leta 1930, ko je bil slog življenja neprimerljiv z današnjim. Nekoč je bila spalnica pozicionirana tako, da je bila obrnjena proti cesti, ki je zdaj mnogo prehrupna za prostor, ki je namenjen umiritvi in počitku. Arhitekta povesta, da je trenutni tloris 10. verzija, saj so ga večkrat spreminjali kar med prenovo, ko se je pokazala neka težava, ki je sprva niso pričakovali. Stene med sedanjo spalnico in kuhinjo se ni dalo prestaviti ali porušiti, saj je polna dimnikov. Sam vstop v stanovanje je bil prej temačen. Ob vstopu si namreč naletel na opečnato steno. Ta stena je zdaj steklena in svetloba lahko prehaja na hodnik. Nasplošno pa je spalnica prav poseben, skorajda osrednji prostor tega stanovanja. Kako ste si tukaj zamislila stvari? Ja, res. V bistvu nehote, ker ponavadi, ko vstopiš v stanovanje, niš že takoj v spalnici, tukaj pa praktično si. Se je šlo res v bistvu ta omejitev, te stene z dimniki, nas je pol prisilila malo, ker dnevni prostor vselih je rabo večji volumen, smo si tudi želeli tukaj več bivaš, ker stanovanje ni zelo veliko, spalnica pa v bistvu je lahko zelo velika, kadar jo vse možnosti odpreš. Tako stekleno steno, kot zaveso. Ob koncu postelje smo umestili prav res zeleni del, ker stanovanje nima balkona, lastniki pa so ljubitelji rastlin, tako da je tam je prav z rastlinam določeno, da lahko so. Dajmo se ustaviti še pri zavesi, ki obkroži posteljo. Kakšna je njena zgodba? Zavesa je pa nehote ratala, ker iskali smo senčila za 3 različna okna v tistem prostoru. Ker novi 2 sta strešni, ker je še najbolj izziv, ker je v naklonu. Pol je eno majhno okroglo, ki je v bistvu luštno, pa tudi ga nočeš čist skrit, ker je bilo nekdaj tam shramba zaprta, pa ga ni bilo videti v bistvu strešne kuhinje. In potem pa še veliko okno. In v bistvu to je bil problem, kaj zdaj najti. In na koncu smo pa rekli, kaj pa če ne bi zagrdinjali okna, ampak bi zagrnili posteljo. Ker v bistvu lih v postelji rabiš tisto temo, recimo zjutraj, ker je tudi orientirano, tudi z tega vidika je zdaj spalnica v redu orientirana, ker je tam vzhod. In te lahko jutranje sonce prebudi, če pa nočeš, da prebudi, pa se zagrneš. Tako da potem smo zagrnili spalnico in naredili tudi s temi mehkimi pregradami 3 prostore v bistvu, ker za posteljo je garderoba, potem je prostor s posteljo in pol je še rastlinjak recimo, oziroma prostor za rože pred njo. Dnevni prostor je sestavljen iz kuhinje, jedilnice in dnevno-bivalnega prostora z udobnim kavčem, ki se lahko obrača v različne smeri, in knjižnimi policami. Prostor delno ločuje le manjša stena, ki je nosilna in je morala ostati na svojem mestu. Martin poudari, da so omejitve pri načrtovanju tlorisa pogosto plus, saj se okrog te težave navadno vrti precej misli in na koncu praviloma nastane boljša rešitev. Tako je nastal tudi perforiran kuhinjski element oziroma pohištveni blok. Tu je bilo treba spraviti kar se da veliko shranjevalne površine.
Da prostora s tem elementom ne bi preveč zadušili, so ga oblekli s perforirano vezano ploščo in tako dosegli lahkotnost, ki spominja na čipko. Ana in Martin sta na začetku svoje kariere načrtovala projekte osvetlitev, torej so jima svetila pomembna. Tudi v tem stanovanju je nekaj zanimivih svetil in drugih kosov, ki kažejo, da so bili tu na delu ljubitelji dobrega oblikovanja in trajnostnega razmišljanja. Slovenski klasiki, stoli Nika Kralja za jedilno mizo, so nabrani z različnih koncev. Presenetljivo, koliko zanimivih stvari se najde na kosovnih odpadih, eden od teh stolov je bil najden na kosovcu pred parlamentom. No in tukaj si očitno lahko tudi igrajo igrico z morebitnimi obiski, češ najdi kopalnico, če jo uspeš. Res je. To, da že takoj prideš v hodnik, ki hkrati vodi vse intimne prostore, spalnico in sanitarije, mogoče ni najboljš, ne? Eden, ki je tukaj doma že prav, mogoče pa ne bi samo pokazal, kje se nekdo tušira. In zato smo tisto steno odmaknili za nekih 40 cm. In je v bistvu polna je omar, deluje pa kot zid. In ena od teh omar so v bistvu vrata, ki se pa odprejo v kopalnico. Vsako starejše stanovanje, ki ga dobimo, pride z nekimi omejitvami. WC vertikalo, skupnimi prostori, recimo dimniki. Tem stvarem je treba slediti. In kopalnica jo je skoraj nemogoče bilo kam drugam umestiti, kot je sedaj umeščena, ker če ne z unim prostorom ne bi imeli kaj delati. Je pa bila prej malo klaustrofobična. Torej, omejitve so nekakšno gonilo kreativnosti, ne? Vsekakor je. Tukaj vsekakor. Veste, kaj pa meni najbolj všeč? To zeleno občinstvo v spalnici.